Ja, razumljivo je, da je že po DNK-ju moj oče zelo vplival name, vplival je po tisto, kar je pisal, vplival je tisto, kar je govoril, vplival je predvsem name njegov alpinizem v povezavi s Klementom Jugom in zato, ker prav Klement Jug in Zorko Jelinčič sta plezala iz neke narodnostne identitete, še prej kot recimo športne ali pa filozofske. Oziroma tudi športne, tudi filozofske, ampak moj oče je hotel nekako plezati iz tega razloga, takrat v tisti tedanji zaslužni Primorski. To se pravi, da on je vplival odločilno name, odločilno, zato ker mi je dal te prave postavke, zakaj človek pleza. Navsezadnje nadgradil alpinizem. Jaz torej nisem bil alpinist samo iz športnega nagiba, ker je tudi že ogromno in velika stvar, ne iz ljubiteljskega, kar se narave tiče, ne iz filozofskega, že socialnega, ampak tudi narodnostnega. In tukaj se poveže vsak s svojo zgodovino. V Trstu ne moreš iti mimo slovenske narodnosti in tako, da sem samo nadaljeval delo oziroma stremenje mojega očeta. Navsezadnje zgodba mojega očeta se je ponovila s tem, da so mi nekako skušali preprečiti, da je Dušan Jelinčič prvi preplezal 8000 v Trstu. Kar se pa tiče njega, on je takrat bil sošolec Klementa Juga, skupaj se študirala filozofijo v Ljubljani, skupaj so se prepisala v Padovo in tam tudi nadaljevala, tam pač se bratila. To se pravi, da in jasno tudi skupaj plezala. Prvi, katerega je Klement Jug vprašal, če bi plezal z njim, je bil jasno moj oče. In zato tudi očitno jaz sem z njegovo duševnostjo sem vsrkal ta Klementov duh, ki je bil zelo prisoten v mojem očetu. Zato bi rekel to, da skoraj, ko govorim o alpinizmu mojega očeta, ga ne morem ločiti od Klementa Juga. In ko jaz govorim, moja povezava z alpinizmom mojega očeta je spet ta alpinistični trikotnik in se mi zdi to najbolj dosledno. Zadovoljen sem, da sem dobil svojo nadgradnjo alpinizmu. Zadovoljen. Ker očitno meni ni bilo samo tisti športni vidik, meni je bilo zelo pomembno, niti ne narodni, se to je restriktivno, jaz bi rekel identitetni duh. Človek brez identitete ni nič. Človek, če ne zna, kakšna je njegova prva beseda in kakšna je njegova zadnja, navsezadnje ni nič. Navsezadnje velike tragedije se dogajajo recimo tudi na migrantskem področju danes. Človek, zakaj je toliko negotovosti in toliko deviacij in želje oziroma deviacij širom po svetu, kar se vojn tiče in tako dalje. Zato, ker človek izgublja vedno bolj svojo identiteto. Danes je čas brez identitete. In to je tisto, kar je najbolj strašno. Ti si lahko brez karakterja, ti si lahko celo brez doma, ampak brez identitete pa ne moreš biti. In to mojemu očetu in tako, torej po zmozi meni, je alpinizem pri tem zelo pomagal.